Tako moja predstavitev, naslov predstavitve, kako se podnebne spremembe upoštevajo pri pripravi prostorskih aktov. Seveda tematika je podobna z Petrino, tudi nekaj poudarkov bo podobnih, ampak nič za to. Zdaj, skozi mojo predstavitev bom predstavila nekaj uvodnih izhodišč, ter se osredotočila na različne projekte, ki lahko skozi ukrepe in usmeritve zmanjšujejo vplive tudi za podnebne spremembe. Zdaj prvo bi omenila, da tema podnebnih sprememb, samo malo, nekaj se opravičujem, je seveda zelo kompleksna in široka, tako od socialnih, političnih in ekonomskih vprašanj se sooča z njimi. Moja naloga je seveda, da se osredotočim na prostorsko načrtovanje in prostorske akte. Ob tem bi poudarila, da se usmeritve in ukrepi prepletajo čez vse ravni prostorskega načrtovanja, od strateških do izvedbenih dokumentov, potem tudi lokacijsko od regijskih, občinskih in tudi bolj podrobnih prostorskih aktov, ter prav tako čez različna področja. Konkretno pri prostorskih aktih se spopadanje s podnebnimi spremembami udejanja predvsem skozi določitev namenske rabe, ki pač pokriva celoten prostor na parcelo natančno, in tudi predvsem skozi prostorsko izvedbene pogoje, ki pa so v večini določeni na enoto bolj za naselja. Pri predstavitvi se bom osebno osredotočila bolj na odprto krajino in ukrepe povezane predvsem s kmetijstvom in biotsko ter krajinsko pestrostjo ter vodarstvom, saj tudi, kot smo že slišali v prejšnjih prispevkih, seveda je pomembno tudi podeželje in povezanost naselij z podeželjem. Ključna področja prostorskega načrtovanja, ki v veliki meri vplivajo tudi na podnebne spremembe, so na eni strani seveda blaženje podnebnih sprememb, z ukrepi, ki zmanjšujejo hitrost vpliva na same podnebne spremembe. Tu se ukvarjamo predvsem pač pri prostorskem načrtovanju z vidikom trajnostne mobilnosti, potem obnovljivimi viri energije, biotsko pestrostjo, ekološko povezljivostjo, zelenimi površinami, zeleno infrastrukturo in tako naprej. Potem drug vidik je seveda prilagajanje na podnebne spremembe, kjer se pa z ukrepi za zmanjšanje negativnih učinkov oziroma škode zaradi podnebnih sprememb naslavljamo predvsem področja, kot je ohranjanje biotske raznovrstnosti, ter programi in ukrepi na področju naravnih nesreč in spopadanje z vedno pogostejšimi dogodki, povezanimi s poplavami, sušami, požari, erozijskimi procesi, vročinskimi valovi in tako naprej. Zdaj grem na predstavitev, zelo hitro pač predstavitev posameznih projektov, ki naslavljajo te tematike in različna področja prostorskega načrtovanja. Kot strateški nivo je tu prikazan primer razvojno-varstvenega koncepta za mestno občino Koper, kjer smo se ukvarjali predvsem z določevanjem območij poudarjenega varstva s poudarkom na ohranjanju biotske pestrosti, kulturne krajine, sonaravnega turizma in na drugi strani z razvojnimi območji, seveda mesto Koper in priobalna ravnica, tako z intenzivno urbanimi območji, zmerno urbanimi območji in intenzivnim kmetijstvom, kjer pa je prav tako treba upoštevati naravne kakovosti in izboljševati ekološko stanje okolja. Predvsem na primer z vzpostavljanjem novih ekoloških koridorjev v intenzivni kmetijski krajini in seveda zelenimi površinami znotraj urbanih območij. Naslednji primer strateškega načrtovanja je oblikovanje scenarijev ohranjanja in razvoja na Veliki planini, kjer smo se skozi 3 različne scenarije orisali in z deležniki uskladili prihodnji razvoj območja. Področja, ki so neposredno povezana s podnebnimi spremembami in smo se z njimi tudi veliko ukvarjali, pa so se izkazala tudi za precej pereča, je predvsem upravljanje s prometom, dostop na območje, kdo in kaj lahko pride na območje z avtomobilom, koliko je lahko tega prometa in parkirno politiko, plačljivostjo posameznih parkirišč, potem tudi zapiranje pač za obiskovalce.
Ter druga tema pomembna je bilo opremljanje območja z vodovodom in kanalizacijo v luči zmanjševanja obremenitev vodnih virov v dolini Kamniške Bistrice in Lučnice, ki so zaradi odpadnih voda tudi se kaže onesnaženost. In na veselje vseh je bil po vsej komunikaciji in usklajevanju izbran scenarij, kjer se v bistvu preplet varstvenega in trajnostnega scenarija z večjim omejevanjem prometa, parkirišč ter odločitvijo za neopremljanje z vodovodom, se bo s tem tudi odpadnih voda iz Velike planine manj. Potem, kar rada bi poudarila, ekološko povezljivost. To je primer iz krajinske zasnove za občino Ankaran. Z ohranjanjem in povezovanjem habitatov smo se tu kar precej ukvarjali. Poudarek vrednotenja pa je na fizičnih značilnostih vegetacije in značilnih struktur, kot so zaplate, mozaiki, koridorji, robovi, ki zagotavljajo različne habitate za širok nabor vrst in njihovo povezanost ter s tem tudi večjo stabilnost ekosistemov in okolja. Še en primer iz mestne občine Koper, kjer smo določali kmetijska območja v povezavi z biotsko in krajinsko pestrostjo. Določena so območja varovanja kmetijskih zemljišč največje ustreznosti za intenzivne kulture, trajne nasade, ki se nahajajo predvsem v priobalni ravnici in v okolici Kopra, mesta Koper. Potem primernost za poljedelstvo v podoljih koprskega zaledja. In potem smo pa z biotsko in krajinsko pestrostjo pa se ohranja in obnavlja predvsem na kmetijskih zemljiščih zmerne ustreznosti zaradi ohranjanja kulturne krajine in mozaičnega prepleta v celotnem zaledju, kjer se prepletajo trajni nasadi, ter na Kraškem robu, predvsem s poudarkom na ohranjanju biotske raznovrstnosti, kjer gre za suhe kraške travnike in pašnike. Na levi strani je prikazana usmeritvena karta iz krajinske zasnove, kjer smo za območje suhega kraškega travnika v OPN določili tudi enoto urejanja prostora z usmeritvami za ohranjanje. Se opravičujem, imate še 2 minuti. Ojoj, dobro. Potem je primer Nove Gorice, bom poskušala malo bolj na hitro. V bistvu tu smo določali v tem primeru določena posebna krajinska enota za zahtevo za podrobnejše načrtovanje po celovitem urejanju obvodnega koridorja. Pa grem kar naprej. Potem primer občine Ravne na Koroškem, kjer smo določili namensko rabo druge zelene površine ob vodotokih v vseh poselitvenih območjih, kar bo pozitivno vplivalo na zmanjševanje obremenitev in poseganja v obvodni pas vseh vodotokov. In še mislim, da zadnji primer podrobnejšega načrtovanja, to je strokovna podlaga za OPPN Smodnišnica v Kamniku, kjer je določen zelen sistem kot povezovalni element, temelj in ogrodje same zasnove, kateremu se prilagajajo usmeritve za celotno območje. Poudarek pri oblikovanju večnamenskega zelenega sistema je na urejanju voda, kjer smo skupaj s strokovnjaki z področja vodarstva oblikovali tudi ukrepe za poplave, obnov mlinščic, kje in kako ukrepe za meteorne in zaledne vode. Zdaj bi pa samo še nekaj ključnih poudarkov in s čim se, po mojem mnenju, bomo morali soočiti v prihodnosti. Da je skrb za okolje naša skupna odgovornost, od tega se moramo vsi zavedati in je javni interes, v javnem interesu. In javni interes se udejanja in brani tudi skozi prostorsko načrtovanje. Poenotenje družbe in usklajenost med različnimi sektorji, se je razdvojenost družbe, da nismo enotni, kaj je najboljša izbira, sektorsko lobijsko upravljanje brez jasnih ciljev in rešitev povzroča predvsem nezaupanje ljudi in s tem tudi neupoštevanje dobrih rešitev, ki jih ni malo. Potem stroka lahko tudi prostorsko načrtovalska oziroma mora ponuditi jasne tudi alternativne rešitve na globalni ravni. Opredeljene so zaveze, nekateri ukrepi delamo korake v pravo smer, ampak predvsem nas spremembe prehitevajo, kot je prej izpostavila že dr. Lučka Kajfež Bogataj, reagirati moramo zdaj in takoj.
Prostorsko načrtovanje lahko ponudi le del rešitev, pri čemer pa se mi zdi, da je ključni izziv pri samem prostorskem načrtovanju tudi, kako potem te prostorske akte izvajati, kako upravljati s prostorom. Saj se prostorsko načrtovanje vse prevečkrat konča na papirju, seveda pa imamo različne izkušnje, tudi zelo veliko dobrih izkušenj, da se, kar se tiče udejanjanja ukrepov ter upravljanja na terenu. Kako se bomo spopadli z izzivi povezanimi s podnebnimi spremembami, je tudi stvar, oziroma v veliki meri stvar zrelosti družbe. V luči vedno pogostejših dogodkov po vsem svetu, omejevanju in diskreditiranju civilne družbe, pomanjkanju dialoga in avtokratizaciji, se bojim, da zadnje čase ne gremo ravno v pravo smer. In nenazadnje, kot je povedala tudi kolegica Jelka Hudoklin, ime tedna je naša nagrajenka, čestitke. Premalo se zavedamo, da vsi puščamo sledi v prostoru. Torej, pomembno je tudi, da se vprašamo, kaj lahko naredi vsak izmed nas, za kar je ključna sprememba odnosa do okolja, prostora, sočloveka in vsega skupnega. Za konec pa še samo to, navajam citat iz knjige oziroma filma 180 stopinj južno, ki mi je bil posebej všeč. V odgovor tistim, ki pravijo, da se ne moremo vrniti nazaj, kaj se zgodi, ko pridemo do klifa? Naj naredimo korak naprej in zgrmimo v prepad, ali se obrnemo za 180 stopinj in naredimo korak naprej. Se moramo vprašati, kaj je napredek. Hvala.